ker smo ravno pred velikim tednom, bomo postavili križ v središče, križ sprava, nekako to pot bomo probali prehoditi tako, da se ostavimo ob nekaterih korakih tudi križevega pota. Ne tako čisto kot križev pot teče, ampak o korakih, ki nas nekako bolj nagovorijo, ali vsaj, ki so mene bolj nagovorili. Včasih, ko molimo križev pot, imam občutek, da kakšne take malo bolj tradicionalne oblike molitve želijo predvsem spodbuditi neko sočutje z Jezusom. Nas pa pri tem pustijo precej v vlogi opazovalca. Skušal sem neka vprašanja postaviti, ko nas nekoliko ti Jezusovi koraki bolj potegnejo tudi v naše spreminjanje in v naše potovanje. Že če pogledamo sam pogled na križ, koraki s križem, sem nekako naslovil to razmišljanje. Potem se že v pogledu na križ lahko prebudijo precej različni občutki. Tako je križ aktualno znamenje, vidimo po več odzivih, tako tudi v javnosti. Za nekatere je križ nekaj, kar jih tudi moti, za druge je križ nekaj, kar jih privlači, kar jih pritegne. Kakšnih, recimo, športnih disciplinah, kjer prihajajo športniki bolj iz takega sproščenega okolja, tam se pogosto prekrižajo. Iz kakšnih drugih okolij ne vedo, da se to sme, ali v kakšnih še tretjih okoljih seveda celo nekako sprožajo neke korake, da bi se to prepovedalo, kar pomeni, na vsak način je križ neko znamenje, okrog katerega se veliko vrti. Tudi najbrž ste zasledili kakšne slike, ki so namenjene predstavitvi olimpijskih iger in je iz cerkva čudežno izginil križ. Tudi kakšna taka reklama za kakšna jedila je že, recimo za grški sir je bilo znano, da so reklamirali oziroma propagirali središče, kjer ta sir nastaja, pa je iz tistih središč, ker so to samostani, seveda bil odstranjen križ na teh podobah. Tako da križ je znamenje, ki nas izziva. In sicer težko se na križ ne odzovemo. Križ je tudi najbolj odprto geometrijsko znamenje, kot vemo, razteza se v 4 smeri in se pravzaprav nikjer ne konča. Ta njegova odprtost nosi v sebi tudi široko paleto vsebinskih in komunikacijskih sporočil. Križ, vemo, je prvo znamenje, ki ga kristjani podelimo novorojenčku. Ko se rodi, največkrat že mami ali pa kdo drug, včasih tudi babica, ga prekriža. In križ je tudi zadnje znamenje, s katerim se pravzaprav od tega življenja na tem svetu poslovimo. Včasih tudi še na parah, kot temu pravimo, velikokrat kdo pristopi, pa umrlega pokriža, zlasti bližnji, domači. Se pravi, je znamenje, ko življenje sprejemamo, in znamenje, ko se od tega življenja poslavljamo. S tem znamenjem križa tudi delimo veselje in žalost. Za človeško telo je že človeško telo je oblikovano v podobi križa. Pravzaprav nosi naše telo kar 2 križa, kot vem. Eden nam pomaga, da bolj ali manj pokončno hodimo, v starejših letih malo manj, v mladih bolj, da tako hodimo pokončno skozi življenje kot pokončna bitja.
drugega pa oblikujemo takrat, ko razprostremo roke. Vsak na začetku ali pa kadarkoli, vsak Gospod z vami se začne z razprostrtimi rokami. In to je podoba križa. Nekako, kako križ deli veselje in žalost, ali kako je vpet v to, recimo pri veselju, če opažamo zopet kakšne športnike, bomo videli, ko nekomu nekaj uspe. Športnike razprostrejo roke in objamejo tega uspešnega športnika. Križ je torej izhodiščna drža za objem. Tudi če je koga treba potolažiti, pravi v žalosti, se zgodi enako. Ne vem, če ste ravno spremljali, nisem gledal cele tekme, ampak sem pa nekaj gledal, predvsem penale, eno od zadnjih tekem, Atletico Madrid pa Inter, če se ne motim, in seveda po zadnjem penalu, ko je bil ekran razdeljen, je bila skoraj podobna slika pri tistih, ki so zmagali, in pri tistih, ki so izgubili. Samo s to razliko, da so se eni objeli v tolažbo, drugi pa v veselje. In to znamenje je torej križ, okrog katerega se vrti življenje, če tako hočemo. Ko gre za ta čas, nekoliko bolj trpkega značaja, kot ga poznamo, tudi postni čas, potem seveda na križ gledamo lahko še malo drugače, kot nekaj, kar nas spremlja v življenju. Hočemo ali nočemo, lahko rečemo, pot križa je tudi naša pot. Jezusov križev pot je v nekem smislu tudi način, kako se človek srečuje z bolečino, preizkušnjo, katastrofo, krizo, stisko. Na tej poti se zvrsti več korakov, od nas pa je odvisno, kako daleč lahko pridemo, kje se nam ustavi ali katere bariere se nam postavijo. Včasih, seveda, ob kakšni zelo težki preizkušnji, bomo nekajkrat padli in da bomo mogli vstati ali bomo morali dolgo čakati, da bomo lahko vstali in šli naprej. Zato na tej poti lahko začutimo skoraj da nekakšen logičen duševni proces, ki se dogaja v človeku, ko ga doleti nekaj nepričakovano težkega in bolečega. Nekako smo najprej skupaj z Jezusom postavljeni v vrt Getsemani. Tu Jezus pravi: Oče, če hočeš, daj, da gre ta kelih mimo mene. Ta prvi občutek, ko nas nekaj doleti, je torej prav to: če hočeš ali če zmoreš, naj gre ta kelih mimo mene. Če to malo pretvorimo v tako bolj profano obliko jezika, bomo rekli, saj to ne more biti res. To je prva reakcija, ki jo telo zmore v takih trenutkih. Jezus čuti strah, ne obnaša se tako, kot da se bi ga strah ne dotaknil. Ne skuša ga izriniti, niti ne beži pred njim. Poišče si Getsemani domače okolje, njemu znanega vrta, in v to težko situacijo povabi svoje bližnje, svoje prijatelje. Toda v velikih stiskah marsikdaj od prijateljev ne dobimo tistega, po čemer hrepenimo in kar pričakujemo. Marsikdaj nam prijatelji tega ne morejo dati. Včasih pa se tudi sami zapremo vase in kakih ponudb pravzaprav niti ne moremo sprejeti. V vrtu Getsemani je Jezus nenavadno človeški. Oče, če hočeš, daj, da gre ta kelih mimo mene, je povsem človeška izkušnja. Izkušnja, ko se srečamo z bolečino. Ko pride do nas kaka boleča informacija, si navadno najprej zaželimo, da to ne bi bilo res. Da bi šel torej ta kelih mimo nas.
Če na primer v medijih zasledimo novico, da se je kdo od naših bližnjih ponesrečil, se sproži v nas vrsta obrambnih mehanizmov, ki nas vsaj v prvem trenutku nekoliko potolažijo. Takrat pomislimo, da gre morda za pomoto, da ima morda kdo drug, ki nam ni tako blizu, enako ime ali priimek, ali da morda le ni tako hudo, kot piše in podobno. Spomnim se nekega primera, ko sta mož in žena, oče in mati, prišla na župnijska vrata in sta seveda iskala nek termin čim prej, da bi dala intencijo za mašo za zdravje, ker se je njun sin težko ponesrečil v neki prometni nesreči. In ko smo se že vse dogovorili za termin in vse, pravi ta žena, se morda pa to sploh ni najin sin. Skratka, ta obrambni mehanizem se pojavi, ker bi bilo za telo pretežko, če bi v prvem trenutku vzeli vse 100% zares. In potem, ko se je dejansko to zgodilo, ko je to sprejela, je bilo njeno telo že pripravljeno tudi to prenesti. Tako da je ta stavek, če hočeš, naj gre ta kelih mimo mene, ali ta želja, ali saj ne more biti res, to je prvi odziv, ki je v službi življenja pravzaprav. Povsem primerljive reakcije in občutja zaznavamo tudi pri pojavu kakšne, naravne katastrofe, da ne rečem tudi epidemije, kot vemo. Kot vemo, je bilo, če pomislimo nazaj na ta COVID čas, ob prvem pojavu te virusne bolezni okolje pravzaprav prepričano, da to ne more biti res. Da bo šel torej ta kelih mimo nas. Če pogledamo nazaj, vemo, da je to odkril nek zdravnik najprej, in ker je bilo to za okolje preveč boleče, če je res, kaj so napravili s tem zdravnikom? Zaprli so ga. In je potem, kot poznamo ta primer, malo pred tem, ko je umrl, izšel iz zapora in je v bolnici umrl od covida. Skratka, se ne more biti res, okolje to težko sprejme. In se še dolgo dela, da to pravzaprav ni res. Tudi zna ustvarjati pritiske, da to ne bi bilo res. Včasih tudi, ko imamo kakšna druga vprašanja, ki posegajo zelo boleče dogodke tudi iz zgodovine. In se nam zdi, to bi morali, priznati pa sprejeti. Ampak je včasih pretežko, ko recimo se sprašujemo tukaj o povojnih dogodkih. In se nam zdi čudno, zakaj, ko je vse jasno, določene skupine še vedno tega ne sprejmejo. Tudi zato, ker je za njih to pretežko. In ko vse vemo, pa se kljub temu še nekaj časa delamo tako rekoč, da to ni res. Mora čas dozoreti, da lahko to sprejmemo. Potem seveda v drugem koraku Jezus le pravi, to da ne moja volja, ampak tvoja naj se zgodi. Tu Jezus pravi, pa je vendarle res. In to je ugotovitev vsakega človeka, ko se sreča z bolečino in seveda, ko ne more več spremeniti. Potem, ko Jezus izrazi svojo bolečino, v tem istem stavku doda, to da ne moja volja, ampak tvoja naj se zgodi. V tem trenutku na človeški ravni, najbrž ne zavedajoč se vseh posledic, sprejme svoj križ in njegova notranja drama se nadaljuje pravzaprav na neki višji stopni ali pa globlji stopni. Kot beremo naprej, obide ga smrtni boj in njegov pot postane kakor kaplje krvi. Hkrati pa se mu prikaže tudi angel iz nebes in ga krepča. Ko torej preverimo vse informacije in pred bolečo resnico ne moremo več pobegniti, se začnemo boriti. In v tej borbi seveda iščemo znamenje upanja, ki nas krepijo.
iščemo nekako lučko na drugi strani tunela, kot pravim. Seveda, ker je to težka situacija, pa velikokrat iščemo tudi krivce za nastalo situacijo, tako v sebi, kot tudi zunaj nas. Jezimo se morda na politike in zdravnike ter številne druge ljudi, ki bi po našem mnenju morali pravočasno in bolj pravilno reagirati, tudi hitreje in bolj pomagati, da do tega morda ne bi prišlo. Jezusove besede učencem: kaj spite? Vstanite in molite, da ne pridete v skušnjavo. Izražajo prav ta globoka občutja jeze. Pravimo, da je jeza greh. V redu, ampak je najbrž marsikdaj potrebna. Če namreč ostanemo na prvi stopnji obupa in apatije, če se torej nismo sposobni niti razjeziti več, potem me prelije lahko samo še občutje ujetosti v prepričanje, da se tu ne da nič več storiti, da ne zmorem naslednjega koraka. Tako je jeza navadno prvo občutje, ki odpre moje rane. Hkrati pa že prepoznava resurse, vire moči, ki nakazujejo, da se hočem boriti in se ne želim prepustiti pasivnosti. Ta občutja in ti notranji procesi se seveda dogajajo tako na individualni, kot tudi na širši družbeni ravni. Skratka, če se ne razjezim, se vdam. Ko se razjezim, bom rekel: v redu, marsikdo bo to rekel, da se ne sme, ampak če nisem tega sposoben, se vdam. Ko se razjezim, pa hočem nekaj narediti, mi ni vseeno, se borim. In seveda v toku teh procesov, ko se borim, morda tudi kregam, prepiram, bom našel neko luč na drugi strani tunela čez nekaj časa, ko se začne svetiti, in seveda to mi odpira čisto neka nova obzorja. Se ne vdam, in to je zelo, zelo pomembno. Pravzaprav ključno dejanje, ko sprejemam svoj križ. Tako da ne moja, ampak tvoja volja naj se zgodi. Je hkrati sprejemanje križa, po drugi strani pa tudi borba v tem, da tisto, kar me boli, tudi premagujem. Tako da križa ne sprejmem tako, da samo nekako trpim pod njim, ampak da ga nosim. In ta nošnja je aktivna borba marsikdaj za to, da nekaj spremenim. Seveda, ko sprejmem ta križ, to situacijo, potem pomeni, da nekako ni drugega izhoda, kot da ga sprejmem. Po izbruhu jeze, ko pravi učencem: kaj spite, molite, da ne pridete v skušnjavo, ko jim torej marsikaj pove, se Jezus umiri in preda, kot vemo, tujim rokam. Vsaj na nekakšni kognitivni ravni se torej sprijazni z bolečo situacijo, sprejme svoj križ, čeravno ga morda dvomi nesmisla še kako spremljajo. Srečuje se s trenutki obupa, a vedno najde moč upanja, ki ga zopet postavi na klecave noge. To ekstremno nihanje razpoloženj pogojujejo tudi dejstva in občutki, da so ga vsi zapustili, da mu nihče več ni blizu, da so ga vsi zatajili, celo Peter, ki mu je nekako najbolj stal ob strani. Občutek zapuščenosti ali vsaj distance se tudi sicer pogosto porodi, ko je kdo soočen s kako težko diagnozo ali situacijo, saj se človek po naravi boji srečati z bolečino. Neredko se zgodi, da nosilec križa, če gre za diagnozo bolnik, veliko pripomore k premagovanju distance, če s svojim ravnanjem nakaže, da se je pripravljen boriti, da je pripravljen biti torej aktiven. Spomnim se, ne da bi se nekako ven metal, kot se temu reče, ampak kljub temu je tudi moja bolezen zame vsaj izkušnja. Ko sem prejel diagnozo raka,
je rekel zdravnik, mi bomo naredili svoje, ti pa moli. To je tvoje delo. In se mi je zdelo čisto normalno in naravno, seveda, da mi bo ta kombinacija sodelovanja pripomogla, nisem nekako podvomil, da ne bi ozdravel. Torej je veliko pomembno, odvisno tudi od tega, kako zdravnik nekaj predstavi. Mene se spomnim, da mi je rekel, pravi, 60% ljudi na tej stopnji raka ozdravi. Ne vem, kako bi se počutil, če bi mi rekel, 40% jih umre. Skratka, ta pozitivna diagnoza da moč, da delamo na sebi, da se borimo, tudi seveda, da molimo. In nekako se nam zdi potem, vsaj meni se zdelo normalno, sem takrat menda celo, kar rekel, med temi 60% bom pa že. Skratka, me ni nič skrbelo v nekem smislu. In to se mi je zdelo zelo, tudi pozneje, ko gledam nazaj, kar sem hvaležen za tega zdravnika, tudi za to komunikacijo, ker se mi je zdelo normalno, da po tej poti sedaj lahko grem. Včasih nam naložijo seveda križ drugi, ko nas potisnejo v kako težko situacijo, znamo pa si ga marsikdaj naložiti tudi sami. Ko se morda preobremenimo ali naredimo kakšen korak v nepravo smer, zgodi se tudi, da nas kaka bolečina preprosto doleti. Ko gre za Jezusa, seveda vemo, da je obsodba težka stvar. Še zlasti, ko nas doleti po krivem. Veličina človeka se pokaže predvsem v tem, da je kdaj pripravljen sprejeti in prenesti dejanja tudi drugega človeka, ne iz strahu, ampak iz ljubezni. In Jezus stori prav to. Skratka, nek človek je velik, tudi takrat, ko je pripravljen kako obsodbo sprejeti, čeprav ve, da ni kriv. Ampak morda bi bilo preveč usodno za tistega človeka, ki ga je obsodil in iz ljubezni do njega sprejme to krivo obsodbo. Ne bom rekel, da je to nekako moralni imperativ, ampak izzivi življenja nas postavijo marsikdaj tudi v take situacije in seveda tu lahko pokažemo, kdo smo kot ljudje, pa tudi kot verniki. Ko pravimo, ni drugega izhoda. Tu se spomnim enega dogodka, malo pač tako čisto luštnega, otroškega pravzaprav, ko sva z enim kolegom hodila v Split, imela sva neka predavanja in je z nami šla vedno tudi ena zdravnica iz Zagreba. In ko smo se vračali, za vikend je bilo to v nedeljo zvečer, nam je njen mož pripravil večerjo v Zagrebu, tam, kjer so živeli, kjer je ta družina živela in je imela eno hčerkico 3-4 leta staro morda. Pa pridemo enkrat tja in pravi ta gospod, pač mož od te zdravnice, oče od te hčerkice, pravi, bi morala že iti spat, pa noče preprosto na WC. In seveda pravi, da ne more. Pride mami, pravi, Teja je bilo ime, pravi, Teja, zdaj pa pojdi na WC in dokler ne narediš, da te ne vidim ven. Pravi ona, sad nema drugog izbora. Se pravi, sedaj ni drugega izhoda. Z možem, z očetom se je še dalo nekaj pogajati, ampak z mami to ni bilo. In seveda je bilo čisto v redu. V pol ure je bilo v posteli. Tako da sprejmemo križ, ko vidimo, da ni drugega izhoda. Seveda aktivno sprejmemo, kot vem. Potem se začnejo Jezusovi padci pod križem. Ne bomo vseh padcev, ampak kar obenem. Padec je pač padec. Ko Jezus pade 3-krat, pomeni, da se to ponavlja pravzaprav. Občutek padanja nas spremlja navadno občutek zapuščenosti, osamljenosti, nemoči, obupa. Seveda po drugi strani ob vstajanju pa tudi poguma. Jezusovi padci pod križem niso le znamenje stoičnega prenašanja trpljenja, marveč izražajo tudi občutka popolne osamljenosti, izoliranosti,
izključenosti in zapuščenosti. To je padec. Brezup, ki prisili Jezusa v padec, je najbrž povezan z jezo in razočaranjem nad njegovimi prijatelji, ki so ga zapustili v najtežjih trenutkih, v krizi, v stiski, ki ne pokažejo nobene empatije, nobenega upanja, ni solidarnosti, preprosto, kot vemo, od žalosti zaspijo. Njegova tihost, Jezusova namreč, najbrž ni le izraz herojske kreposti, da to sprejema, ampak je tudi izraz in obraz obupa nad tem, da ga nihče ne sliši. In ko smo v stiski, če nam nekdo prisluhne, pa nas ne razume, je to manj boleče, kot pa če imam občutek, da nismo slišani. Da govorimo v prazno, da nas nihče ne vzame za res. Vse to so poteze in občutja tudi naših človeških padcev. So trenutki, ko nimamo prav nobene moči več in nam nič ne uspeva. Najraje bi vse skupaj pustili. Počutimo se osamljene in zapuščene, celo od Boga. Preplavlja nas občutek, da je vse zaman, da se je vse spravilo na nas. To so pač padci. S svojimi padci postaja Jezus v vseh takih situacijah solidaren z nami, blizu nam, tako rekoč nekdo izmed nas. Toda Jezusa noben padec ne ustavi. Po vsakem padcu poišče in aktivira resurse, vire moči, ter vstane in nadaljuje svoje življenje, svoje življenjsko potovanje. Padci torej niso namenjeni kapitulacijam, namenjeni so tudi iskanjem in aktiviranjem tistih zadnjih virov moči, ki jih morda ali najbrž sploh ne bi našli, če ne bi padli. Včasih se nam zdi, če nekoga drugega, ko nekoga drugega nekaj doleti, pa si mislim, če bi mene to doletelo, jaz tega ne bi prenesel. Pa nas doleti in prenesemo. Skratka, šele v padcu spoznamo, prepoznamo, česa vse smo sposobni. Ker takrat damo res vse od sebe. In Jezus nam s svojimi padci po eni strani daje znamenje, da je on z nami, da nam je blizu, po drugi strani pa tudi pogum, upaj si pasti, da boš lahko prepoznala, kaj vse zmoreš. Temu so namenjeni padci. In na tej poti, ko Jezus pada, sreča svojo mater. Jezusovo srečanje, morda se lahko prikličete v spomin tudi kakšne slike, kakšne druge, svojo materjo poteka nenavadno distancirano. Ne spomnim se, da bi kakšen slikar upodabljal to srečanje tako, da bi predstavil kakšne velike objeme. Navadno vedno gre za precej distancirano srečanje, brez objema in brez pomilovanja, velikokrat brez dotika, brez božanja. Jezus se ne pritožuje in Marija mu ne pomaga nositi križa. Ob pogledu na svojega sina se ji najbrž trga srce. Normalno. A glede na nadaljnje korake mu s pogledom očitno sporoča, da on to zmore. V bolečini otrok se najbolj pokaže, kdo smo kot starši in kdo kot otroci. Materinska brezpogojna ljubezen do otroka se kaže ne le v njeni permanentni pripravljenosti priskočiti na pomoč, marveč tudi tako, da se je sposobna od njega distancirati in mu zaupati, sporočiti, da on to zmore. Skratka, to srečanje je močno potem, da Marija ob srečanju, ob pogledu na Jezusa sporoči, zmoreš. In da Jezus odgovori, zmorem. To je seveda skrajna bolečina, ampak tudi največ, kar si kot odrasla človeka mati in sin lahko data. In to zmorem, to je naslednji korak
sprejemanje križa. Kljub temu, da zmore, seveda rabi tudi pomoč. Imamo Simona iz Cirene in seveda Veroniko. Marsikdaj so padci pod težo križa sproženi tudi zaradi občutkov, da si na svoja ramena nalagam preveč bremen in odgovornosti, da bom s svojim ravnanjem rešil stisko, da vse zmorem. Včasih v kakšni bolezni, včasih v kakšni drugi situaciji in seveda bori se, da gre za kakšno bolezen. Včasih tudi ne tako težko situacijo. Spomnim se nekega obiska, ko je bila ena mami noseča, visoko noseča, je imela ne vem koliko. 3 metre knjig in priročnikov, kako mora ravnati s svojim dojenčkom. Po moje preveč. To je bolj ustrašilo, kot pa pomagalo. In se mi zdi, takrat, ko želimo vse napraviti sami, rešiti vsak problem, ki se bo pokazal sami, potem seveda se nalagajo police. Tudi v času kakšne bolezni, to je polno nekih alternativnih, ne vem, pristopov in čajev in zelišč in tako naprej. Vse je dobro. Ampak če preveč pozornosti temu polagamo, potem se bolj obremenjujemo, kot pa razbremenjujemo. Zato seveda je tu dobro, če smo realni in sprejemamo pomoč tudi drugih. Zanimivo, da je Simon iz Cirene bolj ali manj slučajno padel v to situacijo. Pravi Svetopismo, ko je prihajal s polja, so mu naložili križ, da ga je nesel za Jezusom. Je morda prav v pristnejšem stiku z naravo iskati resurse, ki pomagajo nositi križ. Ne vem, kaj bi se zgodilo, če bi našli nekoga, ne vem, v New Yorku ali v Londonu na kakšnem trgu ali že pri nas na železniški postaji. Se mi zdi, da je ta stik z naravo tudi nekaj, kar bolj odpre človeka za pomoč. Že narava odpira nek občutek solidarnosti, bližine in odprtosti. In hvala Bogu, da je bil to Simon, ki ni bil iz nekega velemesta, ampak s polja. Ključna sta pravzaprav Jezusovo odprtost za pomoč in Simonova pripravljenost pomagati. Oboje. Dejansko v polnosti sprejmemo svoj križ šele takrat, ko priznamo svojo nemoč in smo pripravljeni sprejeti pomoč tujca. Gre za odprtost, kot temu pravimo, totalnemu zaupanju, ki me krepi v veri, da je vse za nekaj dobro. Vse je za nekaj dobro. Za zdravega človeka je to floskula. In hvala Bogu, ker če ne bi bila, bi vzeli take izraze preveč zares in nas bi bremenili. Seveda, za bolnega človeka, za človeka v stiski, pa je to najgloblje spoznanje, ki mu odpira pogled v globino krize in bolečine, kjer se v svojem in v obrazih bližnjih izrisuje smisel križevega pota, smisel bolečine. Če jaz, ko mi nič ni, rečem vse za nekaj dobrega, dobro, to lahko rečem. Mimo grede. Seveda, če sem pa jaz v neki bolečini, pa težko rečem to. Ampak ko zmorem, sem to bolečino tudi sprejel. Pogledam na drugo stran te bolečine. Seveda imamo potem tu še Veroniko, pravzaprav dotik. Če zopet malo stopim v svojo zgodbo, pač ko sem takrat zbolel, da gre nekoliko bolj zares, sem zaslutil, ko mi je rekla na sestra, pravi, tu je en formular in napišite številko neke osebe, na katero se lahko obrnemo, če ne boste več prisedni. Kratka, tu smo videli, zdaj pa gre bolj zares. Pa sem takrat poklical eno zdravnico iz pač zakonske skupine, smo si zelo blizu, če lahko dam njeno številko. Je rekla, lahko. In jo dam.
Potem me pa, mislim, da drug dan ali čez 2 dni pokliče, pa pač reče, da je rak na tej in tej stopni, da ni enostavno in seveda približno pove, zakaj gre. Ampak je to tako lepo govorila, sem rekel, daj mi še kaj povej. Se mi je zdelo kar škoda, ko je že nehala. Skratka, prav res s takim glasom prijetno je bilo poslušati. In potem, seveda pač v tistem zdravljenju, pa obsevanju, pač obsevanje vemo, da zažge kožo in se mi je nekaj odprlo tukaj po vratu. Pa je bila ena sestra, ki me je tam previjala, pa se mi je tudi zdelo, je to tako lepo delala, da se je kar prehitro celilo. Sem rekel, jaz bi kar še malo se dal tako crkljati. Skratka, gre za 2 dotika, ko mi sploh ni bilo težko sprejeti tega križa. In se meni zdi, če je dotik včasih celo več pomeni, bolj pomaga, kot pa neko aktivno, če smem tako reči, Simonovo nošenje križa. Ampak v kombinaciji Simon in Veronika lahko pomaga, ali pa v tej kombinaciji lahko sprejmemo vsak križ. Zato se mi zdi pomembno, tudi takrat, ko nismo ravno na križevem potu, da skrbimo za Simona, nekoga, na kogar se lahko obrnemo, in za Veroniko, za neko pomoč, ko rabimo, in za bližino, za dotik, ko to potrebujemo. Tako da s temi pomočmi, s to obliko komunikacije in pomoči, križi dejansko niso težki. Tudi, če so težki, niso težki. In seveda, ko tako dobi Jezus to pomoč, Simona in dotik Veronike, gre naprej in pride do jeruzalemskih žena. Tu odkrijemo še globlji smisel bolečine, smisel trpljenja in bolečine. V nemoči se pogled lahko obrne navzven, kjer ob sebi opazimo solidarnost in bližino, ki jo na Jezusovem križnem potu predstavljajo tu jeruzalemske žene. Ko dokončno sprejmemo svojo bolečino, jo skušamo osmisliti. In sicer tako, da o njej ali pa iz nje storimo še nekaj dobrega. Hčere jeruzalemske, ne jokajte nad menoj, temveč jokajte nad seboj in nad svojimi otroki. To so besede tolažbe Jezusa, ki jo v tem trenutku najbolj potrebuje in jo prav on daje. Pravi se obrne. Žene so prišle tolažiti Jezusa, pa ne tolažijo žene, ampak one prejmejo tolažbo. Jezus tolaži. Pri tej postaji križevega pota, pri tem koraku se mi vedno prebudi dogodek, ko sem bil priča, zdaj že več kot 20 let od tega. Zelo čudnimi občutki sem se odpravljal na obisk nekega neozdravljivo bolnega človeka, mladega moža in očeta 2 otrok. Skrbelo me je in sem razmišljal, kako naj se obnašam, kako naj ga pozdravim, kaj naj najprej rečem, koliko časa naj ostanem pri njemu. Vse to so bile nekako misli, ki so me spremljali, in priznam, da sem se prav nerodno počutil. Med potjo so mi rojile po glavi vse te razne stvari in skrbi in sem se kar prehitro, tako se mi je zdelo, znašel pred temi njegovimi vrati njegove sobe. Vstopim, kako je kaj, me je vprašal ob vstopu. Ne vem, kaj sem rekel, ampak jaz sem se toliko pripravljal, kaj bom rekel, pa me je on prehitev. In seveda odpravila sva kratko spoved, tudi lep pogovor, tudi obhajilo je še nekako sprejel, nato pa so vstopili še žena in 2 otroka in pravi, naj vas potolažim. Mislil sem, kdo koga tolaži. Mož je rekel, naj vas potolažim. Pravi, zdravila so dobro prijela in me nič več ne boli. Nekako nas je vedno tu prehiteval. Potem se pa spomni, pravi, a vam lahko povem en vic. Pa je povedal neko šalo, smo se malo nasmejali
Tako, lepo, še malo pogovora, potem pa žena gre ven, pa pravi, še nekaj vam bi rad povedal. Jaz ostanem, pa pravi, sem prav razmišljal, kaj lahko še storim v življenju. In sem prišel do sklepa, če ženo še enkrat nasmejim, je to to. Se pravi, v nekem trenutku, ko smo vsi želeli njega potolažiti, je on iz te bolečine napravil nekako v nekem smislu nepozabno potezo. In še velikokrat smo se srečali potem tako z otroci, da ste že odrasli seveda, kot ženo, ampak vedno, ko se srečamo, oči povedo, kako pomislimo na ta dogodek. Jeruzalemske žene so torej primer, kako Jezus izstopi iz svoje bolečine, tako da jo do konca sprejme. V situaciji torej, ko smo mi poklicani, da tolažimo, nas potolaži človek v bolečini. Ko smo mi poklicani, da poskrbimo za pozitivno ozračje, to on naredi. In je to veliko bolj prepričljivo. Pravzaprav nepozabno. Integrirana bolečina me ne bremeni in ni več pomembna. To sem jaz v tej boleči situaciji. Ko ob stavku to sem jaz, sprejmem tudi to bolečino, potem sem to integriral. Sem jaz. Dobro delo, ki ga v taki situaciji naredim, ni veliko zaradi vsebine. Nepozabno postane in ostane zaradi notranje moči, ko človek z morda vsebinsko majhnimi gestami pokaže, v kako stabilno in veliko zrelo osebnost je zrasel ob nošenju svojega križa, ko ga je sprejel. Taka drža seveda ni in ne more biti moralni imperativ. Je pa navdih in znamenje, kako velik je lahko človek tudi v najtežji stiski. In seveda, Jezus potem gre naprej v tej bolečini in ga slečejo in pribijajo na križ. Gre za resnico, ki boli in odrešuje. Takšna napetost torej, ki se nam zdi, da razumsko ni sprejemljiva. Ampak celostno gledano pa je boli in odrešuje. Bolečina je po eni strani nekaj, česar se v življenju ne želimo. Po drugi strani pa nas empatično privlači. Sočutje nas potegne v bolečino drugega in nas med seboj najbolj poveže. Nas pa bolečina seveda tudi sleče. Takrat odpade vse, kar smo morda do takrat uspeli skriti. V bolečini se vse pokaže. Tudi to sem jaz, nekako povsem slečen. Vse se vidi, do obisti, pravi Svetopismo. Kako nas bolečina zna povezati, tu se lahko prikličem veliko skupin v spomin, tudi s študenti in študentkami. Spomnim se enega primera, ko smo obdelovali tudi kakšne malo bolj travmatične stvari. Smo bili v Celju, pač v enem domu, v 3. nadstropju, in smo delali kar dolgo v noč tudi, in nekoč pride na študentka, pravi, WC papirja ni več. Seveda, ob tem smo pa ugotovili, da se tisti koš za smeti v tisti dvoranci ni nič več videl. Skratka, predelovali smo boleče stvari, ampak je bila skupina tako en organizem, da si je lahko vse dovolila. Jok tudi sleče, ampak če je varen prostor, varna skupina, potem seveda se tega ne bojim. In vedno, ko gre za kakšne procese, ko kaj bolečega odpremo,
je skupina potem bolj trdna, kot pa če gre za samo neko proslavljanje. To tudi marsikje drugje vidimo, če gre samo za neke, ne vem, odprte, morda malo površinske slovesnosti, tam se ljudje hitro skregajo. Če smo si pa v bolečini blizu, ko se upamo sleči, tam je pa skupina trdna kot most, pravim. V bolečini se seveda pogosto pokaže več, kot smo pričakovali in upali. Okolje tu in tam skuša zaigrati morda kako navidezno pomoč, ki se neredko sprevrže v nasprotje. Se delam, kakor da pomagam. In to se v bolečini pokaže. Tako je slačenje pravzaprav svojevrstni, tudi lahko rečemo, četrti padec. Padec v totalno nemoč. Izkušnja, s katero se ob poslavljanju z tega sveta srečajo številni onemogli ljudje. Čeravno boleča, je to tudi izkušnja, ki je nepozabna in dragocena tako za onemoglega človeka, kot tudi za njegove bližnje. Povsem onemoglega človeka seveda ni težko križati. V dosedanjih korakih je Jezus pokazal, da je sprejel svojo pot križa in se ne brani. Javnost, okolje ali posamezniki se nad nemočnim lahko znesejo. Toda, ko ti ljudje izgubijo razsodnost, imamo 100 in več primerov v zgodovini in danes. Križajo ne le tega, nad katerim so se znesli, marveč tudi sebe in lastno nemoč. Nemoč, ki je v tem, da niso sposobni obvladati lastne agresivnosti in sovraštva. In oboje stopnjujejo tem bolj, čim manj imajo razlogov za to. Skratka, ko nimamo razlogov, smo bolj napadalni in sovražni kot takrat, ko jih imamo. Ker sovraštvom z agresivnostjo utemeljujemo pravzaprav to, kar delamo. Na križu Jezus še zadnjič izrazi svojo stisko. Moj Bog, zakaj si me zapustil? V nekakšnem povzetku se sprehodi od svojega prvega stavka, če je mogoče, naj gre ta kelih mimo mene, mimo drugega, vendar ne moja, ampak tvoja volja naj se zgodi. Seveda do sklepa, ki pravi, dopolnjeno je. In še danes boš z menoj v raju. Kar nakazuje že njegov pogled v obljubljeno deželo. Strah in bolečina ter upanje in vera so izkušnje, ki se najmočneje prepletajo v mejnih življenjskih situacijah. Smrt ni trenutek. Smrt je čutenje. In seveda to čutenje nas spremlja vse življenje. Če želimo, da se življenje sklene s pogledom v obljubljeno deželo, potrebujemo pogum čakanja do konca. Tako učni proces ni smrt, ampak umiranje. To gledati v obraz, tukaj se dobimo modrost. Če smem ob sklepu spomniti na en odlomek o preroku Eliju, ko predaja nekako svojo odgovornost nasledniku, ki je Elizej. In ko Elija umira, vpraša Elizeja, naslednika, kaj želiš, da prejmeš od mene. In Elizej pravi, dvojno mero tvoje modrosti. Pravi Elija, če me boš videl oditi v nebo, jo dobiš. In seveda, kot vemo, dobi potem njegov plašč, ki simbolizira varnost in moč, seveda dobi to modrost, ker gleda, ker vidi Elija, kako gre v nebo. Skratka, če boš zraven pa gledal stran, ne bo modrosti. Samo takrat, ko smo sposobni gledati bolečini v obraz, takrat lahko prejmemo tudi modrost. Če gledamo stran ali bežimo pred tem ali se izmikamo, potem seveda modrosti ne bo. In v tem sodobnem času, sodobni čas nas izziva še in še in vabi prav morda po nasprotjih,
da si upamo gledati bolečino tudi v oči. Včasih, kot vemo, že če kdo umira, samo da ne umre doma, da je vsaj na poti v bolnico, zato da se ne srečam s tem trenutkom. Da ne rečem nekje, da ne bomo preveč konkreten, dela en dom za starejše že več kot 200 let. In je ena hčerka vprašala, če lahko pripelje očeta, ker je pač bolehen in ne more zanj skrbeti. In je rekla, a mu lahko date eno sobo, kjer še nihče ni umrl. Skratka, v enem domu, ki dela že več kot 200 let, je zelo težko najti tako sobo. Ampak seveda je to občutek bojazni pred srečevanjem prav z bolečino. Seveda ni bilo mogoče, je potem tudi čisto v redu sprejela, ampak človek rabi včasih čas in če je dobra priprava, potem lahko gledamo tudi bolečini v oči. In seveda nas to bogati. Ni še dolgo, ko sem imel en pogreb od enega starejšega človeka in je hčerka po pogrebu rekla, nikoli si nisem mislila, da je lahko pogreb mojega očeta tako nekaj lepega. Skratka, to je ta mešanica. Resnica, ki boli, in resnica, ki odrešuje. In če sprejmemo ta križ, potem seveda tudi odrešuje. In je lahko tudi nekaj lepega. Po vseh teh korakih vemo, da Jezus gre tudi pred pekel, kot molimo v apostolski veri. To šel je pred pekel, nekako me je to že dolgo vznemirjalo. Spomnim se, ko sem bil še otrok, tam nekje 3. razred ali nekaj takega, sem enkrat vprašal mamo, kaj je to, da je Jezus šel pred pekel? Pa je rekla mama, da je to raj župnika vprašaj. Pa sem vprašal župnika, pa je rekel, to je skrivnost. Sem si mislil, vsaj izmislil bi se kaj, da mi malo potolaže, ne pa tako nič, ne. Ampak zdaj recimo nekako, ko se bolj ukvarjam tudi z nekim svetovanjem, iti pred pekel. Recimo, če nekdo v peklensko težki situaciji, pa ima nekega sogovornika, lahko je to žena, lahko je mož, lahko je kdorkoli, ali pa tudi svetovalec, ki si upa približati tej peklenski bolečini. Potem gre pred pekel. Empatično poslušanje je pot pred pekel. Seveda je pomembno, da ne pade v pekel, ker potem slepec slepca ne more voditi. Da drži to distanco, hkrati pa začuti. In to dela Jezus. Skratka, gre v naših bolečinah pred naša pekla, se nam približa in nas od tam spremlja. Drži, da sem osebno zelo hvaležen za ta dar vere v takih primerih, ki nam je napolnjuje z upanjem, da v tem približevanju peklu nisem sam. Če bi bil sam, pa vse vlekel na svoja ramena, tudi ne vem, kako bi šlo. Tako pa lahko le nekaj predam Jezusu, njemu zaupam in seveda skupaj pa marsikaj zmoremo. To empatično poslušanje je torej primer, ko Jezus skupaj z mano ali z nekom drugim, z bližnjim, gre pred pekel najbolj ubogih in rešuje te uboge. Nas seveda vabi ob takih primerih tako v vlogi Simona iz Cirene kot Veronike, da s svojimi aktivnostmi in dotiki pomagamo nositi križ obupanih in ubogih, peklensko ranjenih. Ob tem se mi zdi zanimiva ta umestitev obeh vlog, Simona in Veronike, v to celotno kompozicijo križevega pota. Simona vidimo v vlogi operative, je aktiven, Veroniko v vlogi čutenja. Ona čuti, dotik. Zdi se mi, da sta tu tudi ti dve vlogi. Seveda vemo, da marsikdaj lahko in je tudi potrebno, da moški stopi v kakšno žensko vlogo in obratno. Ampak nekako najbolj globoko pa lahko vsak izpolni svojo vlogo, če ostane ali če se identificira čim bolj s tem, kar je. Veronika kot Veronika, dotik, Simon kot Simon, tista aktivnost, ki pomaga nositi križ. Še zadnje od empatije križa do sprave. Vemo, ne vem, če se vidi, se vidi malo, ne?
Jeza gre na jetra, kot vemo, skrbi gredo v želodec, strah prizadene ledvice, žalost rane pljuča. Skratka, če smo tu zelo vznemirjeni, tudi stalno jezni in nas stalno nekaj skrbi, potem smo zelo bolehni ali pa zelo nezdravi. Ko v empatiji križa začutim bolečino drugega, postane moja bolečina velikokrat manjša. V vlogi Simona pozabim na svoj križ, ob pogledu na podobo Veronikinega prta postane moja bolečina nepomembna ali vsaj manj pomembna. Tako lažje sprejmem svoj križ, vključno z lastnimi hibami, in se spravim s seboj. Sprejmem se torej takega, kot sem, zavedajoč se svojih hib, hkrati pa hvaležen Bogu, da me tudi on sprejema takšnega, kot sem. In to je izhodišče, štartna pozicija, lahko rečemo, za spravo tudi s sočlovekom. Če sem sam s seboj spravljen, sem odprt za spravo z bližnjim. In seveda, če sem sam s seboj spravljen, tudi lahko sprejemam svoj križ in obratno. To gre z roko v roki. Če lahko sprejmem svoj križ, sem tudi spravljen s seboj. In pot do sprave z bližnjim je odprta.